gospod Jožef Veseli, vi ste mednarodno priznani mojster kuhanja. Veliko bi bilo za povedati, ampak bomo vaš CV napisali, ker je izjemno dolg in bogat. Pa se bomo danes osredotočali na par vaših pripetljajev. Vsem je dobro poznano in mogoče tudi ljudi najbolj zanima vaše delo pri Josipu Brozu Titu. Ja. Kdaj ste začeli, kako ste prišli do te zaposlitve in potem, kakšen dogodek? No, lejte, zadeva je čisto enostavna. Marsikateri so si že včasih predstavljali, ne, da je to takšno delo, kjer moraš biti ali s strani neke vojske, policije, UDBE ali tako dalje imenovan, ali biti njihov pripadnik ali z njimi sodelovati ali kakorkoli. Nič od tega ni. Jaz sem končal gostinsko šolo v Ljubljani in sem potem prvo zaposlitev uradno dobil po razpisu v skupščini takratni Slovenije. In sem začel takoj 1. julija po končani šoli že službo kot natakar v restavraciji. No, tam sem imel enega čudovitega šefa, Zvoneta Sajovica, ki je bil dejansko izredno spoštovan, izredno cenjen in tudi z veliko strokovnostjo. Je pa nekaj, da je pa vsako napako, ki sem jo kdaj naredil, je kar malo zavpil name, ne. Pa vendar meni to nikoli ni motilo. Tudi nikoli ni bil, bi rekel, toliko hud name, da se ne bi v naslednjih 5 minutah pogovarjala naprej, ne. Pa vendar sem se skozi njegovo to šolo ogromno naučil, ne. Preciznosti dela, spoštovanja in vsega. No, in ker sem tudi z njim večkrat hodil okrog potem na te sprejeme, se je dogodilo, da me je tudi vzel s sabo na Brdo, kot je bil obisk cesarja Haile Selasija. No, in takrat sem se jaz prvič pojavil na Brdu. Na Brdu je bil pa pravzaprav drugi šef imenovan, da skrbi za goste, za predsednika Tita in vse goste, je bil pa iz takratnega izvršnega sveta pa Vinko Slapšak. In ker sem bil jaz mlad, nikoli nisem kadil. Ko sem bil prvič, sem bil star 18 let, 19 let. No, in tudi prvič, ko sem bil star 19 let, sem stopil na Brione in tudi potem 20 let, skoraj 20 let prodajal svoj dopust na Brionih preko poletja, ne. No, in kadarkoli je bil kakšen dogodek, je Vinko Slapšak poklical zunanje natakarje za pomoč, tako kot sem bil jaz kot kasnejši šef, imel seznam 35 natakarjev, ki so mi prihajali v pomoč, kadarkoli je bilo potrebno, kadar so bili državne kraljeve delegacije. No, in ker smo imeli neki prostor poseben, kjer so fantje tudi tam spočakali, kadili, pogovarjali so, jaz nikoli nisem sedel v tem prostoru, vedno sem bil zunaj tega in vedno sem bil pri roki. In kadarkoli je Vinko Slapšak kaj potreboval, sem bil pri roki in mi rekel, Jože, prines mi to, Jože, pet po to, Jože, dej mi to. In jaz sem to tekel sem in tja, mu prinašal, pa vendar v sam salon s predsednikom me pa ni spustil. Nikoli. No, in potem se je dogodilo, da je bil enkrat najavljen obisk predsednika, nenajavljen obisk predsednika iz Brionov. Vinko Slapšak je imel pa plačan takratni dopust, tak sindikalni, veste, kot smo še včasih imeli. In ko je izrazil željo, da bi šel rad na dopust, ga takratni upravnik Miro Dobrilović vprašal, kdo te pa lahko nadomesti. Je rekel, kot izstopa, je rekel, samo Jože in Metka. One dva sta, prvič sva končala hotelsko šolo, takrat že 71 leta. In prav sta dva, strokovna sta, mlada sta. In jaz sem pa že tudi toliko letih, da je to skozi več dela in skozi več zahtevajo, ne, in da jaz tudi tega ne zmorem več. No, in to je bilo vse, kar je bilo potrebno in 15. avgust prihaja predsednik iz Brionov na obisk in takratni upravnik na predstavi Titu Jovanki, to sta Jože in Metka, ki bosta zdaj skrbela za vas. Je pa vprašal, kaj pa Vinko bo pa še prihajal, kadar bodo velike delegacije in tako še vedno v pomoč. Ne?
To je bilo vse, kar je Ali potrebno. ste bili že poročen z gospod Letko? Ja, z ženo sva bila poročena od 72. leta. Ne? In potem sva bila pri starosti 24, 25 let in 22 let postavljena, da sva odgovorna bila za vse kralje, cesarje, za vse obiske predsednika, za vse, kar se je dogajalo takrat na rezidenci Brdo pri Kranju. Sva bila zadolžena za vse sprejeme in za vse postrežbo in vse. Tako da... Samouka na nek način? Ja, A kako ne, niti ne strokovna v tem, ker sva tudi takrat končala hotelsko šolo, ki je bila takrat na neki ravni opatijske šole, takratni Jugoslaviji. Zelo dobra, zelo strokovna šola. Pa vendar, veste, tudi ko končaš neko šolo ali fakulteto, ni pomembno, ne, ko se zaposliš, so tiste potrebe v novi zaposlitvi mogoče povsem drugačne. Ne, ampak ti dajo pa eno širino. Ne. Tako da moram reči, da sva bila res mlada, pa vendar polna energija, polna novitet. Midva sva prvič naredila potem večerjo za 6 oseb, goste predsednika Tita na setih. Ne. In ko danes nekateri nasprotniki takratnega režima govorijo, kako niso smeli nikamor iz tujine, kako niso imeli pasošov, kako niso nikamor, da bi lahko šli v tujino, sva midva ravno s pasoši in z vsemi zadevami določene stvari osebno nabavljala v Avstriji in v Italiji. In vse sete in vse stvari, ki sva jih predstavila v Jovanki pri raznih večerjah, je to bilo vse nabavljeno v tujini z lastnim denarjem. Pa vendar sem proti takšnim izrazom nekaterih ljudi, ker ni resnično. Ne? In tako sva potem ustvarjala, bi rekel, vseh do smrti predsednika Tita sva bila zraven. Povabljena sva bila tudi v Havano na summit s predsednikom Titom. Pa je prišel sekretar Bandurina. Ja, to je bila zadnja konferenca summita v Havani. Takrat bi mogla midva iti s predsednikom, ker je prosil, da greva z njim, ker je tudi bila že bolezen tako daleč in tudi vedel je, katere bo izbral, da jih bo vzel s seboj. Midva sva bila v tem, rekel, sva imela eno veliko prednost pred drugimi. Bila sva mož in žena. In drugič, midva sva se med sabo pogovarjala določene stvari, kjer drugi niso slišali. Nekateri, ki so bili osamljeni v tem poslu, so hitro izgubili posel, čeprav so lahko bili strokovni, ampak so bili odstranjeni zaradi tega, ker so preveč prenašali pa govorili zadeve, ki je kaj slišal. Midva sva bila pa sama. Ja, midva sva bila sama in včasih se je dogodilo, da sva kakšno kavico popoldne ob 5 spila, sva se kaj pogovarjala ali pa v sobi sva delala recimo ob enih ponoč načrt, kako bova postregla čajanko, ki je bila naročena strani Jovenke naslednji dan, ko je prišel egiptovski predsednik Anwar el-Sadat, ženo in hčero, in so imeli posebej protokol program za razgovore predsednika Tita in predsednika Egipta in pa potem čajanko, kjer je Jovanka gostila ženo in hčero. In takrat sva 2 ure razpravljala, kaj bi, kako bi, kaj morava vse naročiti, da bo to izgledalo, da bo to trajalo 2 urce. In kdo bo stregel, no? Jovanka je imela takrat eno samo pripombo in rekla, gospod je rekla, Jože, prosim, če bodo stregli malo starejši natakarji. In potem sem iz te ekipe izbral še 3 in Metka, da so stregli. Oziroma, bila je vrhunsko pripravljena, čeprav midva nikoli prej čajanke nisva delala, ne? Pa vendar malo iz filmov, veste, malo iz prakse, malo iz svojih idej sva naredila to čajanko pripravila tako, da je potem Jovanka vedno zahtevala, kjerkoli so se dogajale čajanka, da to pripravlja Metka. Je bilo treba na ladjo, je bilo treba na Brione, je povsod, kjer je ona to imela, potem je samo njej zaupala, da je to.
to pravo. Zdaj mi pa zaupajte, jaz sem predala Butler, jaz poznam zgolj ekonomskih filmov, ampak kaj to? To je rekel, Butler je pravzaprav tisti, ki v hiši skrbi za vse. Od strežbe do informacij, do recimo daril, kdo prihaja v hišo. To je, rekel, res angleški izraz. Jaz sem ga kasneje, zdaj v kapitalizmu ga uporabljam. Drugače pa je to biti šef strežbe v reprezentančnem objektu. Pa vendar midva sva vedela, kdo prihaja v hišo vsak dan, ker sva prišla v službo že ob 6 zjutraj in si sva včasih bila do 1 do pol 2 po noč z predsednikom. In med tem časom so prišla darila, ki jih je bilo treba predstaviti, je bilo treba zvečer objasniti filme, smo imeli vedno 4 filme na razpolago in je bilo treba predsednik objasniti, kakšen film je, koliko minut traja in potem si je on potem sam izbral film, včasih tudi 2, če sta bila kratka. In potem se je spet naprej organiziral, da se je pripravilo platno, ne samo organiziral, največ sem delal, ne. Treba vse to narediti. Kako ste pa vedel, kaj se pravi, se vi najprej vedel? Ne, predsednik, vedno sem imel neki spis o filmu, slike, in pa potem sem predsedniku objasnil, ko je spraševal, kakšne filme ima na razpolago. In potem to, ko je izbral, smo mogli pripraviti platno, smo mogli določene mize odstraniti iz salona. Je fanta, ki sta delala na aparaturah, da sta pripravila v kolute filme in vse, da je to recimo trajalo nekih 10 minut. In po 10 minutah je po večeri že tekel film. Se pa vsak večer? Vsak večer, kadar je bil predsednik sam. Kadar ni bilo državniških obiskov ali pa nekih večerij z njihovimi prijatelji oziroma funkcionarji takrat v Sloveniji. Tudi to se je zgodilo, recimo, da je predsednik po filmu šel potem na na masažo, v bazen, na to, kar so mu pripravili in zgradili bazen in fizioterapijo, prostore. Vedno je po filmu šel tudi tja. In to je trajalo običajno tudi do pol 1, po noč do pol 2. In vedno po fizioterapiji je pil čaj ginseng, ki ga je dobil z Koreje. In ta čaj je potem Metka pripravila in unesla vročega v apartma. A pa ste vi tudi lahko gledali film z njim? Ali boste kaj časa? Lahko, kadarkoli, vendar vam moram povedati, da ni bilo časa. Žal sva imela vedno toliko dela priprav za naslednji dan ali kakšni dogodek ali karkoli, da redko, da sva gledala film, moram reči skoraj nič. Ni časa. Metka je vsak večer tudi nesla čaj, lepo pripravljen, tako kot se spodobi za nekega državnika, ne? Pa vendar je Tito enkrat rekel, Metka, molim vas, dajte vi meni ta čaj v termosicu. Pa pride ona k meni, pa pravijo, že veš, kaj mi je predsednik rekel, da ne dam čaj v termosicu, in rekel, odpade, sem rekel, v termosico ti lahko daš meni doma čaj, ko bom bolan, pa ko nekam greš, ne pa enemu predsedniku. In vedno, stalno in skozi, tudi na predlog predsednika ni bil slišan. Sva mu vedno pripravila čaj, tako kot smo delali standardno, pa tudi, če je bila ura pol 2 po noči. Ni pomembno. Pomembno je, ko si mlad, pa nisem v bistvu mlad, jaz zdaj nisem več tako mlad, ne? Ampak v bistvu je ta energija. Pa spoštovanje? Veliko spoštovanje, še nekaj je pa bilo, ne. Tito je imel neko karizmo, ne samo karizmo, kot jih danes opisujejo, trmeni pa črni pa ne vem kakšni vse, ne, diktatorja in tako dalje, ampak karizmo, ko si ga zjutraj pogledal v oči, ti je dal neizmerno energijo. Si lahko delal 18 ur brez, da si lačen že in karkoli. To je od njega bilo nekaj posebenega.
res nično nekaj posebno. Kdor je to doživel, sigurno ve, kako to je. Ni bilo problem delati 20 ur, ko si ga videl prvič zjutraj, ko je pozdravil, je potem vsak dan še sprot, ko je prihajal ali kaj spraševal. Neizmerna energija je šla iz njega. No. Mi so prihajali povsem novi iz Hollywooda, brez podnaslovov. Njemu ni bilo problem gledati film brez podnaslovov, ker je znal 6 jezikov. Ne. In ni bilo problem ne francoščine, ne španščine, ne ruščine, ne kakorkoli. Večina filmov je bilo toliko novih, da enostavno toliko filmov je videl, da je bilo treba poiskati nove filme. Ne. Tudi brez podnaslovov. Ne. Kaj pa, ko je bil pojav? Potem, a ste vi tudi kupali? Lejte, mi smo tisto novo leto čakali in pripravljali, oziroma sem bil zadolžen, da organiziramo novo leto iz 79 na 80, ne, na Bledu. Vse je bilo pripravljeno, da bo predsednik silvestroval na Bledu v Vili Bled. Dogovorjeno, pripravljeno vse, pa vendar je bilo to pol kasneje sporočeno, predsednika ne bo ostal v Karadžodževu. On je še predtem, nekaj dni pred novim letom, sprejel delegacijo Mednarodnega finančnega sklada. Želel je, da bi to omejili, da ne bi prišli vsi zaradi njegove bolezni, oziroma predvsem zaradi ne bolezni, ampak noge, ki ga je bolela. Pa vendar je Mednarodni finančni sklad ustrajal, da bi želeli priti vsi. Vsi so želeli videti Tita, vsi so želeli biti blizu, vsi so želeli dati roko takemu eminentnemu predsedniku. In potem je on pristal in rekel, da neka dođu svi. No, in kaj je bilo tisto, bistvo je, da je takrat dogovoril za nekih $5 milijard še kredita, da bi potem pač po smrti to koristili v namene, ne da bodo ukradli, ampak koristili v namene za izgradnjo tega, onega in tako dalje. Ne. To je bilo dogovorjeno in predsednik je potem prišel na Brdo 2. januarja. 2. januarja in prišel je tudi ta največji strokovnjak za ožilje iz Rusije, prišel je tudi Debejki iz Južne Afrike, imeli so sestanek, imeli je tudi zvanično kosilo za njih, smo pripravili, in potem je bila odločitev, da se gre v bolnico, ne, pač pregledati, videti. Prva varianta je bila presaditev žilne, kar pa ta presaditev žilni sicer uspela, je druge variante ni bilo kot rezati nogo. Zadeva je bila težka, situacija je bila težka, danes jo marsikdo prikazuje po svoje, ne? Je pa nekaj res, če bi oni dovolili, takratni politični funkcionarji dovolili, da bi Jovanka prišla v klinični center, bi bila ta zgodba tudi drugačna. Verjetno bi bila drugačna. Ampak kako so lahko ti tu pripovedali, da vidi svoj želj? To ni tako močen kot... Veste, vsi so se takrat bali ali pa so se borili za nasledstvo. Kdo bo pa zdaj tisti, ki ga bo zamenjal? Kdo bo zdaj tisti, ki bo imel takšno moč odločanja, kot je imel on? To ga ni bilo. Kakorkoli so si lahko utvarjali in v Srbiji in Sloveniji in na Hrvaškem določeni ljudje, da bodo lahko Tita zamenjali, ni to nemogoče. V nobenem primeru, niti tako slučajno, niti politično. Ne? Ta borba, veste, ta odstranitev Jovanke, še celo kasneje so govorili neke gluposti, da tako rečem, kako je bila povezana z nekimi generali, pa nekimi vojaškimi udari, pa take stvari. Nikoli in nikdar. Jaz sem imel možnost, ker sva šla enkrat z Jovanko, da poldne nabirati gobe na Brdu, ki so rastle. Tito in Metka sta čakala na otoku za kosilo
Midva sva šla, jaz sem pa vzel košaro in ona je potem nabirala gobe in sva se pogovarjala te stvari. Izključno samo z velikim spoštovanjem jaz do nje in ona do mojega dela in do Metke ravno tako, da njen namen je samo skrbeti za predsednika. Skrb za predsednika in pa red v hiši. Veste, neki red pa mora biti v hiši, ne? Se mora vedeti, kdo je kdo. Je pa res, da je Jovanka nekatere imela rajši, nekatere ne. Da je neko imenovanje nekaterih ljudi včasih jo razjezilo. Ne glede na to, ko se ni ukvarjala ali ne vtikala v politiko, ampak je pa imela določene informacije. Veste? In midva sva se o tem 2 uri pogovarjali, vse take stvari, kar se tiče dela, njenega dela v hiši in kaj skrb in kako skrb in zakaj mogoče določene ljudi odstranila. Ne? Pa nisem imel nikoli občutka, da bi ona hrepenila po oblasti. Po redu pa ja, po oblasti pa Tito si ne. je pa želel, da bi bila ob njemu. Ja, lejte, tudi moram reči, midva z Metko sva prisotna, ko so 3 od njih, tih političnih veljakov, predsednika pred večerjo prepričevali, da se ne loči. A veste, in on je bil tak miren človek, ne? On ni povzdignil glasu, ampak kadar je on povzdignil glas, Je bil hudo. takrat so bili vsi mečkani. No in Tito je 2-krat rekel, da ne dolazi v obzir, da bi se ločil od Jovanke. Je 2-krat ponovil, te 3-čič je podignil glas, so pa vsi zbežali. Vsi 3 so šli ven. Ne, on ni imel okoli ne želje, ne namena. Še celo tako, da je, ko so mi pripovedovali o ordonansi, kako je recimo v Beogradu, ne, ko so mu postregli večerjo, ko je bil neki način postrežbe večerje, ne telež servisa ali na krožniku, ampak na ploščah, da si je lahko vsak sam vzel dol, kar je hotel. In tisto, kar je na plošči ostalo, je rekel natakarju v Beogradu, neka ovo nose Jovanki za večerjo v njegovo vilo. Tako da ta prekinitev nikdar ni bila z njegove strani, nikdar definitivna. Vendar so vsi ti veljaki politični pritiskali na njega in jih razdvajali. Kako je šel čez Neretvo za 5000 borci, da ne bi on usklajeval v tajnih pregovorih v Zagrebu za nemško komando, on da ne bi 5000 ranjencev pripeljal čez Neretvo. So določene stvari, ki zgodovina ni pisala, ampak jih je pa sam osebno razlagal ali pa se pogovarjal z svojimi političnimi kolegi. Pa njegove feške, zabave so bile tudi zelo sodelne in obiskane. Ne, lejte, vam bom povedal svoj čas nazaj, ko je predsednik recimo odšel z Galebom na pot v Afriko ali pa v Azijo, na te državniške obiska državnike, ki so bili člani neuvrščenih držav. Tako po gospodarski plati, kot po politični plati, pa se je zgodilo, da so pričakali novo leto na Galebu. Sigurno, da je bilo muzike, sigurno, da je bilo nekega plesa, ampak moram reči, da Tito ni bil neki navdušenec plesanja. Tudi ko smo imeli na Brdu novo leto, pričakali novo leto, ki smo pripravljali leta 73 na 74. Iz 72. leta na 73. leta je on silvestroval v dekorativni tkanini v tovarni, ki danes stoji Mercator v Šiški, na tem prostoru, in dekorativna je bila takrat ena najboljših tovarn za vezenje teh raznih, kako bi rekel, ne makramejo, ampak teh velikih tapiserij, recimo, ne. Če bi ta
fabrika ostala, ne, bi bila danes vodilna na svetu. In ko sem bil na obisku letos v Emirates Palace v Abu Dhabiju, sem videl levo in desno izdelane dve take tapeserije, ki sta vredne $1 milijon vsaka. To so zadeve, takrat je bila dekorativna vrhunsko priznana v svetu za izdelavo teh raznih tapeserij, ne? In pa tepihov in takšnih stvari. No, takrat je to silvestroval v dekorativni 73 na 74, je pa silvestroval na Brdu in so prišli igrati Avseniki. Muzika je bila, plesa nekega posebnega ni bilo, vendar je Tito stal od mize in šel do njih, jih pozdravil, se slikal z njimi, takrat še Košir, pevec, ki je bil, je pokazal, kako se klobuk obrača, tudi sam je to probal in tako pravim, bilo je zanimivo, bilo je lepo, bilo je primerno za nekega državnika, ni bilo pa novih takšnih zabav, ker se danes to dela ali kakorkoli temu rečete, ne. Vse v nekih zmirnih tonih, v nekem okviru nekega državnika. Tudi vse večerje, tudi ko govorijo, ko govorijo, da je vabil Sofijo Loren in Lolo Brigido za to na razne gala večerje, zato da bi jih potem pripeljal v posteljo in tako dalje. To so tako grde stvari, neresnične stvari, ker če danes pogledate te jedilnike, kaj smo takrat dajali na gala večerjo za kralje, cesarje, ne bi mogli verjeti. No, kaj se je? Poglejte, ko je skupščina imela predlani dan odprtih vrat, Skupščina Republike Slovenije, so me prosili, če mi lahko posodim malo slik in jedilnikov z takratnega časa. Zakaj jih niso imeli, kam so jih dali, ne vem. In ko sem jaz to eno nedeljo doma pripravljal, je prišel starejši sin Tilen in je rekel, oči, kaj pa delaš, kaj pa gledaš. Sem rekel, veš kaj, pripravljam te jedilnike, ki smo jih stregli na Brdu in pa v skupščini. Za dan odprtih vrat. Prav, dej, da malo vidim, ne? In on je to čas gledal, te jedilnike gledal, pa bral, pa obračal od Šaha Pahlevija, pa Selasija, pa italijanskega predsednika Saragata, pa da ne rečem, vseh teh raznih jedilnikov. In na koncu mi je rekel, prav, fotor, prav, a te ni bilo to sram postrežiti? To so bile enostavne jedi, to je bilo recimo za toplo predjed samo skutini štrukli. To je bilo za glavno jed mogoče piščančji file ali pa telečji file z gobami. To je bil postrv dimljena ali pa takrat smo dimili postrvi na Brdu sami, ne? Ali je bil to, če vam rečem, za Šaha Pahlevija postrvi in file šampinjoni. Enostavne stvari, veste, smetanova skutina torta, gibanica, za sejšelskega predsednika Franca Alberta, ki je vladal tudi 35 let na Sejšelih, ne, smo imeli nadevan ananas. A veste, enostavne stvari, enostavne jedi, tisto, kar smo lahko dobili takrat, vina, slovenska vina. Ni bilo drugega vina kot tisto, kar je takrat imel Vino Koper, kar je imel Slovenija vino na zalogi od Ljutomera, od Dik do Slovenija iz Radgonske Gorice. To je bilo v postrežbi pijače. Ni bilo, bi rekel, to, kar danes ogromno govorijo tisti, ki nikoli niso bili zraven, ki nikoli niti ne vedo, kaj je resnica. To me najbolj moti pri tem. Povej, kar je res. Povej tisto, kar je res. Povej, če si bil zraven, pa povej tisto, kar je res. Ne pa se izmišljevati. Recimo, ne vem, 2 let nazaj sem bil nekje v Dubaju, ko sem govoril z ženo, je rekla, a veš, že danes govori o Titu, en epilog o Titu in eden od teh, ki
je zgodovinar, ki ne bi mu verjeli za namci, ne, govoril, kako se je Tito kopal v mleku, dok za tiste čase po vojni, dok otroci niso imeli mleka za piti. Sploh ni res, to je bedarija od bedarije. Tito nikoli mleka pil ni. Tako, ogromno. Vi ga nosite še vedno v srcu. Veste, midva sva bila mlada takrat in nimava nostalgije za tem. Nimava tudi nostalgije za sistemom. Velikokrat sem se s prijatelji, ki so prihajali v pomoč na Brdo, ne, na Dakarju, sem se velikokrat pohecal, ko sem rekel, a veste, za mene, kjerkoli režim bo prišel, bo treba delati. Me pač nekdo kaznoval, da moram cel življenje delati. Mogoče res Bog, ker me je mama planirala, da bom študiral za gospoda, pa sem se uprl, sem rekel, da ne bom za gospoda študiral, da bom šel v drugo smer. Mogoče je tudi to, ne vem, nikoli ne veš. Pa vendar, veste, jaz in Metka nisva bila obremenjena s tem, ne. Jaz sem takrat, že 80. leta, ko smo hodili v bolnico, kjer sva skrbela v bolnici, jaz sem skrbel za prehrano celega nadstropja, 7. nadstropja, vse konciliji in vsi, ki so bili takrat ob Titu. Metka je pa tudi v intenzivni negi in kasneje vse, dok Tito ni padel v komo, skrbela za prehrano. Ona ga je osebno hranila, ona ima danes shranjene vse listke, kaj in koliko žlic je na dan pojedla. To imamo ona še vse v nekih spravljenih dokumentih in nekaj mesecev nazaj sva to pregledvala, sva se spominjala teh stvari. Pa vendar, pravim, nisva nostalgična za sistemom. Žalostna sva pa tega sistema. Zelo žalosten sem tega sistema, kjer vam moram nekaj reči, da z moje branže, iz gostinstva, smo bili takrat veliko več cenjeni, veliko več spoštovani, veliko več plačani. Če sebe vzamem, ko sem po smrti predsednika nagrajeval še stran kuharstva in bil v šoli Paul Bocuse Institute v Franciji in sem mislil, da bom potem še več ureden, sem še enkrat manj ureden kot takrat. Ne razumem tega. Jaz sem 20 let potujem po svetu, jaz vidim, kaj je kapitalizem po svetu. Jaz ga doživljam, ko sem mesec, 2 meseca v tujini, vidim, da je kapitalizem, ampak tisti kapitalizem zunaj ima povsem drugačen odnos do ljudi, do navadnih delavcev, do strokovnjakov mojega področja. Predtem pa nisi ureden nič, samo kada te rabijo, da treba, da se ne jedo, samo takrat si te prav, pa nisi več te prav. Žalosten sem tega, jaz sem takrat dal tako izjavo, ko so vsi iz Srbije in vsi okoli predsednika mal jokali, ja, kaj bo, ko bo Tito umrl, kao pa poj, ko bo Tito umrl, ne? Se rekel, pa šta se bojite? Pa kralji cesarji umire, potem personal ostaja. Se rekel, ti ćeš da lečiš, ti ćeš da kuhaš, ti ćeš da spremaš, šta ćeš? Kralji cesarji umirajo in če si ti dober, potem personal tebe noben nikoli ne bo zamenjal. Naumno bi bilo te zamenjati, ker si že vlaufan, saj se ne ukvarjamo s politiko. Jaz sem bil na Brdu toliko političen, če mene vprašate, ker sem bil član oziroma predsednik sindikata delavcev. In sem mogel za rojstni dan predsedniku držati govor, pa darilo. Pa sem bil kot predsednik sindikata delavcev z darilom poslan v Beograd, da sem mu izročil, vam rečem, 25. maja košaro, takrat že svežih jurčkov, ki so rasli na Pohorju, in pa na košari rododendrum z Brda. In to mi je bila čas ob tem, da sem bil vsak dan, rekel, vseh obiskih cel dan zraven. Ne. In na Brionih, ko sva z Metko delala, je on točno vedel, da sva midva na Brionih in točno je vedel, kje sva. Vse je bil informiran. In midva nikoli, razen po želji predsednika ali Jovanke, sva šla tudi v Belo vilo ali na Vango delati. Drugače ne. Se pravi, nisva se forsirala v tistem njihovem sistemu, ker sva rekla, se imamo midva predsednika na Brdu vsak dan. Ne?
Ampak ko je bila potreba, želja, da prideva, sva prišla. In enkrat se je dogodilo, ko sva midva bila držala na Brionih hotel Istro, zvečer, teraso, za kakšno postrežbo, kavico, sladoleda in tako. V polnoči pride delegacija, se ustavi pred hotelom, stopi predsednik. On je na vangi rekel, idemo v posetu, pa so ga vsi vprašali, kam pa čemo v posetu, je rekel, idemo v posetu v Metku Jožu. A veste, kaj je to pomenilo? To je neka čast, to je neki odnos. Kakor si ti dal predsedniku, to je to tudi vračal. A veste, to je tisto pomembno. Ne da samo priješ na delo, službo okoli predsednika, pa čakaš, kaj boš vse dobil na ta račun. Treba najprej narediti nekaj, treba najprej dati nekaj, da lahko potem kaj pričakuješ. A ne? O 85, no, on je takrat prišel in so prišli na sladoled, naj jo pozdraviti, naj jo pogledati. Ko je bil že sam 78 na 79 leta, je bil nov let pričakal na Brionih. A ne? In naju so povabili z upravnikom skupaj, da bomo gosti na večerji. Pa sem jaz rekel takrat sekretarju, da sem rekel, gledajte, mi dva ne bova prišla na večerjo, ampak prideva pa lahko pomagati. Delati, pomagati, ne? No, prav, v redu bom jaz to sporočil predsedniku in ko bo povedal, bo rekel. In to smo res imeli okroglo mizo, 9 oseb je bilo, predsednik pa ostali so bili za to okroglo mizo, bil je še Mate, ki je stregel na Brionih in sem rekel, lej Mate, takole bomo. Sem rekel, ti boš ženske postregel, Metka bo moške postregla, jaz bom pa vinček točil. Ampak kaj se je zgodilo? 190 gostov pričakuje predsednika na Brionih za večerjo. On mimo vsega protokola prišel najprej do naju, sva bila za okroglo mizo, prišel pozdraviti, vprašal Metko, kako je, malo je bila prehlajena takrat, kako je, če je v redu. In ko se je z nama pozdravil, se je vrnil nazaj in potem je šele pozdravljal vse politike. To nekaj pomeni. Meni osebno veliko. Meni to ostane v srcu in v duši. Ne? Nisem pa nostalgičen. Ko sem šel v smer kuharstva, me danes zanima jutri, pojutrišnjem bodočnost, kaj bom kot član komiteja Chef without Borders, se pravi kot član komiteja Kuharji brez meja. Sem zadolžen za pripravo teh humanitarnih večerij, za pripravo in skrb za lačne otroke in tako dalje. In zdaj sem že veliko tega naredil, odkar sem član. Član sem 1 leto in pol in sem naredil v Beogradu eno delavnico za otroke, ki so jih pripeljali z avtobusa, ki so brez staršev in smo cel dan kuhali. Sem delal to v drugi violini tukaj že 3-krat, s temi otroci v drugi violini. V torek 19. pripravljam, prihajamo na pomoč Nepalu, v potresu imamo humanitarno večerjo na Dolenjskem. To so stvari v eni smeri, ki jih delam, v drugi smeri sem pa kot član, sodniški član, kot član VAKS-a, Svetovne kuharske organizacije, kot mednarodni sodnik, vabljen na kompetiški, kjer sodim. To je tudi druga navezava in tretjič, ravno dan sem se pogovarjal z predsednikom asociacije naše, da sem kot predsednik kuharske akademije, Slovenske kuharske akademije, želim, da bi omogočili mladim, perspektivnim, nadarjenim kuharjem, ne da se učijo pri nas, ampak da grejo v trening v tujino. Jaz imam kontakte z desetimi akademijami in koledži po svetu, kjer lahko v vsakem momentu nekdo gre, lahko v Teksas, v New York, na Tajvan, v Bangkok, v Hongkong, kjer se bo dopolnjeval v svoji stroki. Ne? To je namen, delati na tem, koliko je pa gospodarstvo in koliko so ljudje, privat, pripravljeni financirati, to je pa drugo vprašanje. Jaz sem bil takrat določen oziroma dan na posodo iz Brda, ki smo v službi 73. leta na 74. leto na Brione, kjer se je pisala ustava.
pripravljala ustava, ki je bila kasneje 74. maja sprejeta v skupščini Srbije, v skupščini Jugoslavije takrat. Nova ustava. No in ko smo, jaz sicer sem delal, stregel vse dni in glavni nosilec priprave te ustave je bil Edvard Kardel, takratni Slovenc Edvard Kardel, politik. No in včasih je Edvard Kardel šel nazaj domov v Tacen, kjer je imel stalno bivališče. In šofer me je vprašal: Jože, a greš ti kaj domov? Sem bil pa takrat ravno let, rekel, nič ne grem domov, ker nimam skumit, nisem imel še avta, nisem še vozil, ne. Prav bom jaz rekel Kardelju, pa da te sabo vzamemo. Ne. Sem rekel, v redu, če bo on za to pristal, če on se strinja, bom pa šel z vami, ne. Pa potem spet v nedeljo nazaj, ne. Petek gor, v nedeljo pa nazaj, ne. In tako se je dogodilo dvakrat, trikrat, da sem šel s Kardeljem do Tacna, potem me je pa še šofer peljal do Medvod. Medvode ena, tam sva stanovala z ženo. No in enkrat smo zavili v Portorož. Nismo šli direktno domov, pa v Portorož. In je rekel, predlagal Kardel, gremo na Encijan v Portorož. In smo se ustavili enih od teras tega hotela in so vse sorte debatirali, pogovarjali, potem sem jaz vprašal tovarša Kardelja. Sem rekel, veste, jaz sem mlad, jaz sem nova, mlada generacija tega, ampak jaz sem bil takrat star 24 let. Sem rekel, a ne bilo fino, jaz razmišljam o tele bodoči Jugoslaviji, kako bi jo jaz formiral. Sem rekel, jaz bi dal konfederacijo držav, pa skupno valuto, pa skupno vojsko, potem je pa vsaka republika zase ustvarja ekonomijo in dela po svoje, ne? Ampak skupni denar, skupna vojska in to je dovolj. Jaz bi, ko gledam po svetu, kako je to, jaz bi tako. A ne? No, pa mi je odgovoril tako, prav, ja Jože, se mi delamo in pišemo tako. Mi dajemo večje kompetence republikam, mi dajemo večje kompetence obima avtonomnima pokrajinama, da bodo tako samostojne kot republike. Sem rekel, zakaj pa republika ne more biti Kosovo, ne? Je rekel, iz zgodovinskih razlogov ne more Kosovo biti republika, zato ker imate potem dva naroda v dveh državah. V Kosovu in potem še na Kosovu kot republiki. Lahko je samo avtonomna pokrajina, kjer združujejo te ljudi z raznimi, ne samo za Kosovarje, ampak se tudi z drugimi narodnostmi. To je bil njegov odgovor, da bo to večja samostojnost, da bo to veliko več. Jaz sem si to predstavljal in če bi bilo takrat mogoče to postavljeno v neko konfederacijo, verjetno tudi te krvave vojne potem ne bi bilo. A ne? Ne vem. Jaz še danes razmišljam v neki smeri tako, ne. Ta Evropa, če greste vi v Azijo, ta Azija gre tako v vsem. In v demokraciji, in v gospodarstvu. Veste, ampak in v kapitalizmu, vse to je drugač kapitalizem. Ta Evropa je v tem svetu postala stara. Kako bi še rekel, ne dovolijo mladim blizu, ki imajo ideje, ki so sposobni, ki bi lahko, ki vre iz njih do vrhunskih zgodb, pa ne dajo blizu. Prav bi bilo, da bi se umaknili, če bi se takrat določeni politiki umaknili in dali možnost mladim v Jugoslaviji, ne, bi bilo tudi verjetno drugače. In še nekaj, neka velika razlika je takrat in danes. Ne. Katera državnik, jaz sem jih dal skozi 49, kater državnik, kater kralj in cesar sta imela takšen odnos do mladine v tistih časih, ko je imel predsednik Tito. On je bil izreden odnos do mladine. On je prisluhnil, on jim je dal možnost, on je tudi vse tiste štrajke, te stvari, ki so se dogajale 69, 70, 71 leta, povsem na drugačen način utišal, povsem na drugačen način speljal, kot so bili določeni politiki, ki to speljali.
A veste, in ta odnos, ne vem, če ga dobite še kje v svetu. On je rekel, učite se in učite se. Samo z znanjem boš nekam prišel, samo znanjem danes dosežeš lahko tisto top. Jaz mladim govorim v svoji branži, učiti v šolo, do doktorata. Akcij takrat, koliko se je takrat naredilo s temi delovnimi akcijami, pa so se družili, pa so imeli žurke, pa so delali po cel dan, pa so se spoznavali med sabo. Kaj češ lepšega? Pa nekaj so naredili, ne? Danes, še to bom povedal, recimo, če vzamete takrat, ne, ko so gradili, mladinske delovne brigade so gradili cesto Beograd-Zagreb, ki je bila končana v 360 dneh na šajtrgo in lopato. In primerjate danes, ko so gradili Slovenijo cesto Dolenjko do Zagreba, do hrvaške meje, ko so jo gradili 6 let, 15 let, z vsem mehanizacijo, z milijoni evrov, je to primerljivo. Pa ne zagovarjam nobenega sistema, ne zagovarjam, ni žal nobenega sistema. Samo moram reči, da ta sistem ni tisti, ki sem ga izpričakoval. Žal. Ni. Ja, jaz se tisti časov, v bistvu sem bil takrat otrok, ne? Spomnite se, ker jaz sem bila v zavodu za invalidsko medicino v Kamniku in smo spomladi dobivali mandarine. Ja. In je Brione. Ja, to je pa. To je bil tak poseben dogodek, sicer one mandarine, povem po pravici, so bile precej kisle, ker so jih po mojem predhoda pobrali, ampak to je bilo tako prav popustljivo dan, ker so nam posebej povedali, so prišle mandarine z Brione. In da pošilja predsednika tega. Ja. To so bili lepi dogodki. Ja. Ne? No, bom povedal na te vaše mandarine tudi dogodek. Te mandarine, midva z ženo sva bila kasneje povabljena po 19 letih dela na Brionih, sva pa povabljena, ko so bili otroci že 6 pa 4 leta stari, da prideva na berbo mandarin v novembru. To naj je povabil Šandor, ki so se poznala 20 let in več. No in nama so ponudili Brionko, vilo Brionko, da smo stanovali v vili Brionki. Veste kaj, to je vila za tuje državnike. Ampak on je smatral, da sva toliko naredila za Brione, da to zasluživa. Tudi to čas, da sva bivala 4 dni v Brionki in da smo potem šli na berbo mandarin. Lejte, mandarine tako na Vangi, kot če se vzamete v Hercegovini, v tem delu Neretve, je vse odvisno od vremena. Se zgodi, da so tudi tiste kisle in se zgodi, da so tudi te bile kisle, ker je bilo to vse odvisno od sonca in vremena. Pa vendar, pred novim letom na Brdu je prišlo 20 košar mandarin iz Brionov, zavitih, lepo pripravljenih, kjer so točno te mandarine potem šle v tele vaše zavode in pa v šole, osnovne šole. Predoslej osnovna šola je vedno dobila košaro mandarin. Ne? No in se je zgodilo na dane, na 30. december, na dan Silvestrova, da sva prišla v službo z Metkom, ob 6 pa 10 minut in jaz sem si najprej v kuhinji privošil tako veliko skodelico kave. In ko sem spil tisto kavo, je prišel adjutant Mikelič, Drago Mikelič in je rekel, Jože predsednik te zove. Pa veste, mi smo se tako včas malo našalili, jaz sem rekel, ajde, molim te, kakav predsednik, da me zove, ajde, beži. Pa je šel in prije čez 10 minut nazaj, pa spet reče, prav Jože, predsednik te zove, čekate v apartmaju. Se je stvarno? Pa je rekel, kaže ti, ajmo brzo, ne? In potem se jaz hitro zganim, greva gor in predsednik v tisti svilenem plašču šeta tam v tisti hodniku, roke tako vzadej in me čaka. 10-15 minut me je čakal. Dobro jutro, predsedniče, sem rekel, izvolite, ste me tražili.
Je rekel najprej, je bila kava dobra. On je že vedel, da kavo pijem, ne? Že on to že šel povedati. Ne? Ok, sem rekel, izvolite predsedniče, prav, ajmo tu na terasu, prav, tu imamo, Jovanka ima mandarine. Sad pred moramo, da ji ukrademo. Ako nećemo sad, posle neće biti ni jedne košare više. In on je dal eno košaro za personal v gradu in prav eno košaro, to je pa za vaju, za te in za Metko. In takrat sem, Drago mi je pomagal, takrat sva dobila 2 košare mandarin, eno sva nesla potem domov, pa sva razdelila med družino Metke pa med mojo družino. Drugo so pa si razdelili, pa dobili vsi, ki so bili zaposleni v gradu. To so take zgodbe. In skozi take zgodbe lahko vidiš veličino človeka. Drugače ga ne moreš. Veste, zame je to neka veličina človeka. Mi vidi res, da smo bili, rekel, podan personal. Ampak da se nekdo briga o tebi, da nekdo razmišlja o tebi. In da ve, da si mu 16 ur na razpolago, bi jih pa na prste preštel, veste, od 49 na prste. Ampak bi mogel vsaj ne 3 še preč ucekati. Kdo vam je bil všeč? Pravim, tak nivo in tak odnos je imel švedski kralj na obisku, ko sem bil v hotelu Lev kot F&B menedžer. Zelo slično. Kaj, ob vsem tem, kar smo naredili za obisk švedskega kralja, bom povedal sam zadnji segment. Jaz sem res dobil košaro, zlat, svinčnike, manšete, za kravato, vse v zlatu, njihovo vino iz njihove kleti, penino polnjeno za dvor, ogromno teh daril za to, kar sem naredil za obisk kralja v Ljubljani, v Levu. Ampak bom povedal ta zadnji segment, ko je že šla kraljica in kralj proti izhodu hotela v avli, se je obrnila in je klicala svojega šefa Frica. En mlad šef je bil, 40 let je bil star. In je mu nekaj naročila in potem Fric pride do mene, pa prav, wow, prav veš, kaj mi je naročila kraljica? Da eno dekoracijo, oni so s vami pripeljali vrtnarje in pa rože. Ker sem jim jaz svetoval, da ne tako naredijo, da bo ceneje. In eno dekoracijo rož je naročila, da to dobi moja žena Metka. A si vi predstavljate, koliko je to enega odnosa in kako nekdo razmišlja o tebi? Ne? To je malo. In če povem še eno zgodbo, leta 75, 76, ko je bil predsednik na Finskem na konferenci mednarodna konferenca o miru, je samš odšel zadnji dan v trgovine si kupovati darila. So ga peljali posebno trgovino in on si je sam izbral določene stvari, kjer je vedel, kam bo kaj dal. Potem iz Helsinkov pa predsednik Tito prihaja na Brdo na 5-dnevni obisk, kjer je prišel en tuj državnik. In naslednji dan, tisti dan popoldne, pride adjutant po Metko. Prav, Metka, zovete predsednik. Sem rekel, je nešto posebno, ko vprašam, ne? Pa prav, ne, možeš iti doč. In sva šla oba dva gora apartma, v eni salonu, čaka predsednik in drži takole eno darilo, prav, Metka, ovo sem ja kupil za vas v Finskoj. Si predstavljate? In to je bila ena obesek, ki ga imava še zdaj doma, vendar enkrat sva ob priliki šla, da bi ga nekdo od zlatarjev ocenil. Ga ni hotel ceniti, ga hotel ga kupiti. Prav, kakor boste rekli, to bo dal za ga. Sem rekel, ne, nisva prišla to, in da sem tako prišla oceniti, kaj to pomeni. Izreden, čudovit dizajn srebra. In to je bil tisti prav, lejte, on razmišlja na Finskem za določene ljudi v rezidenci in ko sebe, koliko mu naredijo za njega in koliko mu pomenijo. To jih je malo v svetu, veste. In tudi ni vse denar.
Ni vse denar. Verjetno Obama plačuje svoj personal v velikih vsotah dolarjev, verjetno. In tudi vsi moji kolegi, veste, Chef Without Borders in vsi šefi po svetu, vsi so prepričani, da imam zelo visoko penzijo, ker sem delal pri predsedniku. Za njih to je sveto. To je daleč od tega. Daleč od tega. Ni veselo denarja, ne. Veste. Je nekaj tudi, če sploh ne, nisi materialist. Midva sva verjetno po genih verjetno, po starših, jaz po mami, ona po očetu, bolj dobrovoljna, bolj pripravljena več dati kot sprejeti, več narediti kot sprejeti. In moja mama je bila takšna. In verjetno sem jaz v tej zgodbi, da nisi materialist. Jaz bi lahko danes bil Mercedesa, neko hišo, ne vem kaj še vse, ne, ampak ni v tem. Ne, v tem je, da delaš neko dobro za drugega in da veš, zakaj delaš. Da sva ogromno noči, ur in vsega prebila okoli predsednika, pa jih danes nimava niti €1 v penziji za to. Niti €1 penzije na ta račun. Pomembno je, da bi še enkrat delal isto delo za isti denar. Sigurno me ne bi noben prepričal, ker nismo delali za denar, ampak smo bili pa cenjeni. Veste? In če povem še eno tako kratko zgodbo, midva sva nekaj kupovala v Avstriji na mizo za sete v Avstriji in sva tudi kupila, s Metko sva kupila en makrame Mona Lise, goblen Mona Lise. In Metka je delala ta goblen, jaz sem ji to oblekel v neki les, pa v neke cunje, da je to bilo napeto, ne. Zdaj, vsaka stran je imela svojo cunjo. No in ona je ta goblen delala tako, kadar je imela čas, ne, in tako. In ko so se enkrat na otoku na Brdu pogovarjali o teh stvareh, je Jovanka omenila o nekih goblenih in tako, in jaz sem rekel, veste, drugarice, Metka pa dela in goblen Mona Lise, ne. Predsednik pa to posluša, pa pravi, ja bi volil to, da vidim. In je midva drug dan, a ne se vas zdaj to pokazati, a ne, mene je bilo sram tistih krp našitih okrog, ne. Ma se rekel, da za to. Tako imamo, to smo tako, ne. Nimam jaz stojala, da bom delal goblene pa makrameje, ne. Ampak simpel, enostavno in to ne se da pokazati. Jovanka ni nič komentirala, ampak je rekla, wow, lep to. Bilo je pa treba narediti vsaj še ne 5 cm od spodaj je manjkalo, ne, do konca narediti sliko. Je pa Tito rekel prav, Metka, jel bi ti to meni poklonila? In ona je ob tem, ko sva do polnoči delala, do enih ponoči delala, še uro, 2 delala tisti goblen do konca, v času obiska, da sva to dala, darilo. Se bomo to dala za darilo. Je imel pa on vedno in povsod, kjerkoli je bival, en odnos za gospodinjo v hiši, zame in za Metko, so mu dan pred odhodom prinesli tako tisto zeleno blagajno, ta navadno blagajno na ključek, in noter po 100 dinarjev, tisti rdeči konjički, ne. No in on je imel to brigo, da je pripravil kuverto in vsakmu še posebej dal nagrado. Tako za gospodinjo v apartmaju, kot za Metko, kot za mene. Vsi ostali, z nama vred, pa so bili na seznamu nagrad na Brdu, takrat, ker predsednik Tito je bil gost slovenskega ljudstva in nikoli ni plačal. Drugače povsod so plačevali vse usluge. Zato, ker ni plačal, je pa vsem delavcem, tudi konjarju in vrtnarju in guna, ki je pomijala posodo in guna, ki je prala in ki je likala in midva zraven, vsi smo dobili nagrade. Vedno. Ja, vedno. Bila nagrada. No, takrat sva pa midva dobila posebej, vedno sva dobila pa midva še posebej.
In Tito je to dal vedno tako, da jaz nisem vedel, ki je on metki dal in da ona ni videla, kaj meni dal. To je mu vedno brigo, kako naj ja bo ujel, ne, pred odhodom. No in takrat, ko je Metka dala to Mona Lizo v darilo, je predsednik verjetno hotel to še nagraditi. In tista kuverta je bila debela, z denarjem, in je Metka odklonila in rekla, vaš predsednik prav, jaz pa tega ne bom vzela. Jaz sem vam darilo, jaz sem vam Mona Lizo dala kot darilo, ne želim, da mi to plačate. A veste, in je užaljeno vzel. On je bil užaljen in potem pred odhodom za mizo v lovski sobi je to pripovedal politikom. Midva sva stregla in sva se gledala in sva točno vedela, kaj je Tito govoril. Tito je njim govoril, nekdo je, kjera dekle je bila, nekjera punca je bila in nekje se bo to zgodilo, da je on želel nagraditi za eno darilo, ki ga je dobil in mu je dekle odklonilo nagrado. Oni niso vedeli, zakaj se gre, bilo so pa dobro vedeli, zakaj se gre. Grd govoril, ne vem. Jaz se ne spomnim, jaz nimam doživlja, jaz nimam ene besede slabe reči, če bi rekel. Jovanka, ki je bila zelo pikra, zelo ostra po vseh rezidencah po Jugoslaviji, nama nikoli v 7 letih in pol ni rekla ene žal besede. Če je rekla, čudovito je bilo, se zahvaljujem, recite Metki, da se zahvaljujem za to, kar je naredila. In to je bilo tako, veste, kad ti bi en dal Karađorđevo zvezdo. To je bilo, da ti je eno mesto odlikovanje. Nikoli pa žal besede. In kako ne je zdaj govoril nekaj Grka o Jovanki? Kako? Bi moral biti dvoličnež, velik dvoličnež. A ne? Ali o predsedniku, jaz ne moram govoriti. Jaz sem bil prisoten, ko je imel cel politični vrh Jugoslavije 72. leta, ko se je Hrvaška želela odcepiti in tako dalje. Ne? Sem poslušal te zgodbe. Sem ga poslušal potem tam pri kraju, ko je en snemal vse to zgodbo na tape. In sem bil ostal pri njemu in sem poslušal. Ampak vse to, kar je rekel, vse to, kar je takrat povedal, vse je to res. Vse je to res. On je imel vse informacije z celega sveta. A veste, vse imajo današnji posebni politiki tudi vse informacije. Veste, če si brez informacij, ne moreš biti politik. A ne? In to, kar sem jaz slišal, to je vse res. Šel, da moram pomagati. Pa ne danes Hrvati in zgodovinari Italiji, oni govorijo, kar hočejo. A veste? Ne vem. Jaz nisem otrok revolucije. A veste, jaz sem povedal to na televiziji, jaz nisem otrok revolucije. Ampak jaz enkrat nisem slišal za mizo. Enkrat ne tle, ne na Brionih, ne v Beogradu, ne Karađorđevu, da bi se pogovarjalo o Golem otoku. Enkrat ne. In kako ne zdaj jaz rečem, a je Goli otok prav, da je bil ali ni bil? Pojma nimam. Jaz sem ga videl, jaz sem ga obiskal zdaj pred 3 leti, ker sem bil slučajno na Rabu, delal neke treninge, sem rekel, z Metko peva pogledati ta čuveni Goli otok. Ampak jaz sem takrat na televiziji rekel, sej danes rabimo 3 gole otoke, samo za Slovenijo. Toliko jih je za zapreti. A ne, in ko sem šel domov, so mi prijatelji klicali, že so smali, lahko bi rekel 6. Ja, žal. A ne? Če izhajaš iz poštenja, če iz poštenega dela, iz resnice, potem ne moreš drugače komentirati. Kako ne jaz drugače komentiram, Goli otok? Kdo je bil po pravici, pa kdo ni bil po pravici. Ne vem, verjetno pa vsaka revolucija, ko ste zanj slišali, ne, in kubanska in vsaka revolucija zahteva svoj davek. Predvsem pa je borba za oblast. Vedno posod. Samo odvisno je, koliko daleč potem greš naprej, bi rekel v nekih hohštaplerizem.
iz tiste revolucije, nekako daleč naprej si pripravljen živeti kot Che Guevara, a živeti kot Suharto v Indoneziji, če vzamete. Smo ga gostili na Brionu. Ogromno je. Jaz sem te filmske igralke srečal, jaz sem videl, ampak zame je bilo to predaleč. Veste, zame je bilo to predaleč, zame je bilo to wow, nekaj vanzemalskega se temu reče, veste, tako da velik vtis nam je naredili. Jaz sem delal na Miss Worldu 2krat na Sejšelih, so vse misice naredile velik vtis name. Zakaj? Zato, ker smo 28 dni bili skupaj, en z drugimi, a ne? Potem, že takrat na Brionih sem imel eno zgodbo, ki mi je takratni ambasador Črne Gore, jugoslovanski ambasador Črne Gore, ki je bil postavljen v službo na Švedskem, želel poročiti s hčero, Žano Rolovič. Ne? In to je bilo, rekel, mesec, ki je bil na dopustu, mesec je bilo skozi nekega frke, neke zajebance, gor, guno, treto. Ne? Žana Rolovič je imela eno težko mladost, pri 14 letih jo je na Švedskem zbil tramvaj. In ona je bila dolgo na vozičku. In potem je bila v Sloveniji operirana pri doktor Godini, da je shodila. In je shodila tako, da se je zelo malo videlo, da ima kakšno napako v hoji. Pa vendar, kakorkoli obrneš, sem rekel, jaz nisem za tako družino. Pa je lahko ona lepa, Črnogorka, lepa, čudovita, ampak jaz nisem za take ljudi. Jaz nisem da bom zdaj pa v ambasadorjevi družini, kaj bom pa počel. Ampak zdaj, razumete, sem kar to dal preč, smo se hecali mesec skupaj, ampak daleč preč od tega, ali bi rekel, sem bejžal od tega preč. Ne vleče, ali pa zakon z tujimi, mešanimi zakoni tujih držav. Veste, to ni lahko. To je treba imeti ogromno respekta, ogromno poznati kulture njihove, da ti lahko sobivaš z eno Filipinko, Japonko, Indiko, če hočete. To ni simpel, to ni enostavno. To moraš biti težek, velik karakter, da to vse lahko razumeš, poštevaš in ne žališ. To ni enostavno. Eno vprašanje za na koncu. Vaše mnenje, del programa oddaji o kuhanju. Pa vsi neki kuhajo, vsi so mojstri. Ja, glejte, nekaj bom povedal. Jaz sem pred 10 leti bil prvič na Japonskem. Samo v Tokiju televizija, lokalna, 3 kanali prenašajo kuhanje. 3 kanali 24 ur, ampak na drugačen način. To, kar je pri nas, je povzeto iz Amerike, z raznih držav, kjer je to neko izpadanje, kjer je to jokanje, pluvanje in tako. To ne bo dvignilo kakovosti kuhanja v Sloveniji, sigurno ne. To je mogoče za one kmetije gor pod Krvavcem. To ni za intelektualne ljudi v mestu. To je daleč od tega. Ali drugače bom povedal, kateri od mladih ljudi bo danes bil pripravljen v kuhinji, kjerkoli kuhinji, da bo nekdo vpil nate. Pozabite to. Prvič ne smeš, drugič pa vsak mlad bo rekel, stari, fuck off, spel se. Kdo pa si ti, da všlo vpil name? Me razumete? In ta želja po tistih 50.000 evrih se pokaže vsa notranja svinjarija tih ljudi. Vse to pride na dan.
kot je prišlo na dan, ko meni sine, starejši pravi Jože, prav fotor, ne morem nekaj razumeti, sva se pelala v Beograd. No, 50 let ste bili prijatelji, 50 let ste sobivali skupaj, naslednji dan se koljete. Prav, kakšni so to ljudje? Kaj so ti ljudje nosili v sebi? In v teh šovih se pokaže ta notranjost tih ljudi, ki pride pa prav rumenemu tisku, da to vse to popluva. Jaz se tega ne grem. Mislim, da ta Slovenija rabi boljši, kulturnejši program kuhanja na televiziji. Povsod. Pri nas privlači samo še pluvanje, en po drugim. Hvala. No. Pričakujem vašo knjigo, ko boste polni, ne zdaj, ko boste imeli več časa. Ja, čez 10 let. No, zdaj tako skozi potujete. Ja. Kaj je to? Zdaj bom šel, zdaj imam rab, 2x po 14 dni raba, vmes imam 5 dni, grem v Dubaj na competition v Fujairah. Potem imam v Splitu en teden dela z eventi, potem prijem v Ljubljano, kao sem obljubil, da bom naredil sprejem za venezuelsko ambasado, tako kot sem lani pripravil, ker jim pripravim 100% njihove jedi, jim dam tudi ideje, kako je danes moderno in sodobno. Ne? Potem pa 8. julija odhajava verjetno z Metko, upam jo prepričal, da šla z mano. 2 meseca grem kot wax trener v Mjanmar, učiti kuhati. Tako da prihajam nazaj nekje 8. septembra. In potem imam že takoj pot v Kuala Lumpur. Zdaj je, tale svet je majčken. Tale Chicken Village pa še manjši. A ne? Da si včasih po svetu rečem, da je to Chicken Village. Ne? Žal. Hvala. Me je veselila.